Danes smo se tukaj zbrali z namenom, da opozorimo slovensko javnost, vse državljanke in državljane, na to, da je skrajni čas, da se dejansko zavzamemo za svoje pravice, da tem gospodom, tovarišem, ki vedrijo in oblačijo te stavbi z mojim hrbtom in ostalimi, ki so z njimi tesno povezani, povemo, da je njihov čas minil. A oni niso zastopniki oziroma predstavniki našega naroda, krivi so za današnjo situacijo, v kateri je vse več revnih, brezposelnih, obubožanih in ljudi, ki so izgubili svojo vizijo, življenjsko vizijo. In to je največja tragedija. Zato mislimo, da je res nujno potrebno nekaj narediti, da se tak trend zaustavi, da se te ljudi odstrani iz politike. Gre namreč za navadne tatove, prevarante, lažnivce, zločince, ki ne morejo in ne smejo v našem imenu več upravljati za našo državo. Leta 1991 smo se mnogi borili za to državo, ampak ne za takšno državo. In če smo se takrat borili, se lahko še enkrat. Mislimo pa, da je treba dati tem ljudem priložnost, da odidejo v miru, dokler je čas za to. Po letu 90 smo pričakovali, da bo zadeva drugačna, pa so uzurpirali oblast spet z raznimi fintami, se obdržali pri lastniškem koritu in nadaljevali uničujoč pohod za slovenski narod. Veste, kje smo danes, v proračunu manjka 200 milijonov evrov mesečno že za izplačilo tekoče javne porabe, kar pomeni, da smo pred bankrotom. Seveda pa očitno v Evropi nekdo drži štango in daje na lepe oči te kredite, katere bo treba vrniti. In ko ne moreš vrniti, potem se lahko na ta račun vzame, ne vem, Luko Koper, kar je še ostalo vitalnega za slovenski narod. No, in mi pač čutimo to potrebo, da se ta zadeva ustavi, da se prekine ta norija njihova, jaz se temu rečem razbojniška. Imenujem jih pa tudi seveda udbo-kapitalisti, ki so se previli iz udbo-komunistov po letu 90 v udbo-kapitaliste. Na to čisto potrjuje naša raziskava, po kateri smo ugotovili, ko smo pogledali udba.net, da vse vzvode odločanja v rokah držijo še vedno kadri, kateri so bili pred letom 90 na prizvodih odločanja, jih imajo tudi še danes. No in v ta namen smo pripravili program, tam v knjigi je zapisan, knjiga se podpisuje, program narodne enotnosti Zedinjena Slovenija, v 7 točkah pa seveda predstavljamo oziroma dajemo pobudo, kako teh 7 točk uresničiti, da pridemo iz te blodnje v temi. In prva točka je ilustracija. Mi vsi vemo, da skoraj vse postkomunistične države so to naredile, Slovenija pa tega še ni naredila. In se tudi skriva, v medijih ne govorijo, da je to naredila na primer Romunija pred pol leta, Makedonija 2009, septembra meseca so to speljali in da ne govorim nazaj, Češka, Slovaška in vse te države postkomunistične so od vzvoda odločanja odstranile vse kadre, ki so pred letom 90 vladali. In to je naš problem, da nam še vedno vladajo isti gospodari, se pravi, kateri so zafurali prejšnji grunt in zafurali so tudi Slovenijo. Hvala lepa.